A je turistična zveza izziv? Turistična zveza je velik izziv, pa zgleda, da ta izziv še kar narašča, glede na dosedanje stanje, kakršnega sem prevzela. No, Turistična zveza Slovenije je nevladna, neprofitna organizacija. Njen namen je predvsem to, da združuje vsa turistična društva in pa regijske turistične zveze širom po Sloveniji. Temu primerno je tudi način financiranja Turistične zveze Slovenije. In sicer prvi vir financiranja je s strani države in sicer nas financira Ministrstvo za gospodarstvo in pa Slovenska turistična organizacija. Lahko rečem, da v tem letu zelo uspešno črpamo ta sredstva, ki so bila nam namenjena in trenutno se že usklajujemo in pa pripravljamo nove pogodbe za naslednje leto, za leto 2008. Drugi način financiranja so pa to lastni viri. Lastni viri, čisto kratko naštela, to so sredstva iz razpisov. Uspešno se prijavljamo na razpise, ki jih pač razpisujejo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo in tako dalje. V naslednjem letu vemo, da nam je izziv tudi, da se prijavljamo na razpise iz Evropske unije, seveda pa zato bom rekla, že nekako potrebujemo tudi nek strokovni kader. Naslednji viri so sredstva iz članarine, potem so sredstva iz naročnine Lipovega lista in pa trženje oglasov v Lipovem listu in pa sponzorska sredstva. No, tukaj bi se rahlo ustavila, kajti glede sponzoriranja ti časi, ko bi podjetje kar dajala na lepe oči, sponzorska sredstva so minila. Trenutno bom rekla, podjetja dajo svoje sredstva, ampak namensko, in želi od tega tudi nekaj imeti, se pokazati, nekaj iztržiti. Govorimo o partnerskem sodelovanju. Tudi na Turistični zvezi smo se zdaj nekako usmerili v to partnersko sodelovanje, iščemo partnerje. Seveda pa, če pa želiš partnerje pridobiti, moraš imeti pa neko konkretno kvalitetno vsebino. Za naslednje leto se že, oziroma za to šolsko leto, se že pogovarjamo o partnerskem sodelovanju z Mercatorjem, našim najboljšim sosedom, narekovaju bom rekla, ker ni naš sosed glih tlele, ampak Mercator ne bi nam pomagal izpeljati projekt Turizmu pomaga lastna glava, to je projekt, ki poteka po osnovnih šolah, več o tem projektu bo potem razložil tudi predsednik. Skratka, smo že korak naredili. Potem lastni viri pridobivanja so tudi oglasi. Zavedamo se, da trenutno stanje Lipovega lista, to se pravi 1700 izvodov, nam ne prinaša, bom rekla, ne kaže zanimanja podjetij po oglaševanju, to je zelo majhna naklada. Zato je zopet naš izziv, naš cilj, deloma se tudi že uresničuje, povečati naklado in skozi to naklado se posvetiti trženju oglasnih prostorov v sami reviji, tako kot se to pač lotevajo vse resna časopisna podjetja. Seveda, to, kar sem vam zdaj naštela, sliši se malo, ampak dejansko je pa veliko dela od zadaj in za vse to, če želimo izpeljati, oziroma to bomo morali izpeljati, bomo potrebovali tudi ustrezen strokovni kader. Zdaj, kako priti do tega strokovnega kadra, tudi strani izvršnega odbora mi je bila podana naloga, da moram pač trenutno narediti sistematizacijo našega kadra na Turistični zvezi Sloveniji. Zdaj, skušali bomo najti način, da pač vsak dela tisto, kar najbolj zna. Skratka, želimo narediti, bom rekla, maksimalizirati delo naših strokovnih sodelavk, trenutno, ki so tukaj zaposleni. Če ne bo to šlo, bom rekla, maksimalno, potem bomo bili primorani v iskanje tudi novega strokovnega kadra, se pravi v nove zaposlitve. Seveda se pa zavedamo, da če želimo nekoga strokovnega, neko strokovno osebo na novo zaposliti, moramo pridobiti tudi dodatna finančna sredstva. Ta dodatna finančna sredstva so pa zopet vezana na tisti, bom rekla, začetno stanje, ki sem vam predstavila, v kaj vse se podajamo. Skratka, prvič bomo skušali racionalizirati delo obstoječega kadra, če to ne bo šlo, bomo skušali zaposliti nov strokovni kader.
Toliko glede financiranja, če ne bo denarja, ne bo vsebine. No, ampak, ker se uspešno trudimo in ker glavna tajnica dobro dela, seveda pa ni samo vse vsebine, ki se dogajajo v tej hiši, ogromno je terena, mogoče še kaj o našem aktivnosti na terenu? Ja, v tem letu smo bili maksimalno prisotni na terenu, kajti Turistična zveza združuje preko 660 turističnih društev, se pravi, želimo čim bolj vzpostaviti kontakt in pa dialog z našimi člani. V ta namen se skušamo v čim večjem številu odzvati na njihova vabila. Tako smo v tem letu bili prisotni na približno 40 občnih zborih, ki so jih organizirala turistična društva. Naj povem, da občni zbori potekajo ponavadi četrtkih, petkih, v popoldanskih časih. Teh občnih zborov smo se udeleževala predsednik in pa jaz, ker na teh občnih zborih se določene stvari razložijo, na določene vprašanja turističnim društvom je treba odgovoriti. No, poleg teh občnih zborov pa smo bili prisotni tudi na raznih prireditvah, ki jih organizirajo turistična društva. Ocenjujemo, ker čisto vsake prireditve si ne beležimo, da smo bili prisotni na cirka 80 prireditvah. V naslednjem letu omogočamo vsem turističnim društvom prisotnost na sejmu Turizem in prosti čas. Turizem in prosti čas 2008 se bo odvijal na Gospodarskem razstavišču konec januarja, mislim, da od 24. do 28. januarja. Mi smo že pozvali vse turistična društva, ki se želijo brezplačno predstaviti na sejmu, in letos imajo še dodatno, bom rekla, možnost, da lahko svoje izdelke, svoje produkte na sejmu tudi prodajajo.